je tisti, od katerega bomo dobili veliko informacij. Smo pripravljeni, si magister zootehnike, je res, s pripravo 2 ali celo 3 doktoratov je istočasno, ki nam bo govoril o A2 mleku, ampak je drugač tudi strokovni vodja Krškopolcev. In prej je prišlo vprašanje, če bomo lahko tudi pri tebi kaj Krškopolca kupili. Ne. Izvoli, slišala sem prej, da je tudi Milan rekel, da je celo 7 ur snemal pri tebi. Je snemal, ja. In na podlagi tvojega poročila smo tudi Milana Skledarja danes s sabo vzeli. Tako, super. Mislim, da imaš pa ti besedo je tvoja. Hvala lepa. Ja. Gospa Marija Melak me je klicala in je rekla, da bi eno skupino pripeljala na ogled kmetije z poudarkom na krškopolskem prašiču in pa A2 mleko. Seveda pač to je možno, preden pa predstavitev kmetije, tehnična zadeva. Tukaj je WC. Pogledali si bomo najprej v dvorišču dol do konca kmetijo, ker je brez veze, da nekaj razlagam, kar lahko vidite. Potem bomo šli v dvorano, kjer bomo kaj probali, vmes kaj povem. Čist na koncu bomo šli pa še do prodajnih avtomatov, da še vidite, kako poteka prodaja. Tako da ne bo čisto tako, kot si je Marija zamislila, da bom jaz zdaj tukaj predaval. Ne bomo te spustili, ker vem, da je ogromno več. To pa vem, da me ne boste spustili. Tako, kar pejmo po dvorišču. Naša glavna dejavnost je pridaje mleka. V okviru pridaje mleka, naša glavna dejavnost je pridaje mleka. V okviru pridaje mleka seveda moramo zato imeti krave. Hlev je trenutno prazen, ker so krave še na pašniku. Sezona paše se je malo podaljšala, kar nam je zelo všeč, tako da se bomo sprehodili skozi pašnika. Kar se tiče pa samega hleva, gre za sistem vezane reje. Na tem prostoru, v tem kraju, na tej točki hleva za prosto rejo ne moramo delati, tako da vkolikor se spremeni zakonodaja in bo vezana reja prepovedana, bo najbrž tudi kmetovanje ukinjeno oziroma vsaj prireja mleka ukinjena. Tako da kakršnakoli sprememba zakonodaje na tem področju pomeni propad oziroma prenehanje prireje za toliko in toliko kmetij, tako da če boste imeli kakršenkoli vpliv, to preprečujte. No, pa gremo naprej. No, zdaj pa tudi kravce vidite. So na pašniku, ki je velik približno 3 hektarje. Na kmetiji imamo nekje 12 krav molznic plus nekje 7, 8, 9 mlade živine, se pravi predvsem teličk. Kakšen bikac, ki gre pa v klanje kot tele, se pravi mlad bikac. Pred 4 meseci smo imeli neurje. Se pravi, tudi tukaj je bilo. Bil je v bistvu mini tornado, se pravi vrtinc. Odneslo nam je to streho in pa ono streho. Skupaj smo zamenjali 600 kvadratnih metrov streh. Tam je cipresa, ki je padla po tleh. Nismo še prišli povsem na zeleno vejo, kar pomeni, da ni še vse, žlebi še niso montirani. Recimo streho iz kozovca je vrglo na 2 druge strehe, tako da je bila res zgodba popolna. In to ob 10 zvečer, potem pa dež. Noter pa mrva, ne? Ne, ne. En del je bilo zaščiteno, bale sem prenesel po drugo streho, tako da se je dalo rešiti. Zdaj, ko smo že tukaj, poleg tega, da vidite kravce, se pravi, večina so rjave pasme. Ena je črno-bela, pa eno telico imamo črno-belo, pa eno teličko črno-belo. Drugače pa probamo delati bolj na rjavi pasmi, ampak pasenska sestava tukaj, neko, oboje je v redu, oboje je super. Sploh ni, bi rekel, zdaj pa ena boljša ali pa ena slabša. Druga stvar, ki je tukaj vidite, na koncu ob robu so neki objekti, stavbice, nekaj je dokončano, nekaj nedokončano. Se pravi, ta zgornja stavba, tista kontejnerček, je v bistvu piknik prostor za 2 do 15 oseb. Lahko sta 2 noter, lahko pa 15 oseb. Vključuje tuš, sanitarije, čajno kuhno, kavč in pa savno.
kar pomeni, da to je na nek način za dva za čez noč, bele in pa črne plastične mize, stoli in je na nek način primerno za tako druženje. In ta srednji piknik prostor deluje samo v juniju, ker je v juniju tako povpraševanje po piknikih, da so lahko 3 skupine na istem piknik prostoru, mislim, na isti površini, bom tako rekel, na isti parceli. Ne? Skrajno desno, ne vidi se toliko kemečkan za drevjem, je pa najstarejši piknik prostor za 60 oseb, kozovčki, gasilske klopi, mize in kamin, žar, vodovodna voda, vse povsod. Ta srednji kontejnerček so pa sanitarije, čistilna naprava, tako da gre čisto za klasično uporabo sanitarij. To je registrirano v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar pomeni, da ta del smem. Kar se tiče pa samih objektov, mora biti pa območje rezervirano za šport, rekreacijo in prostočasne dejavnosti, kar je cela dolina. Sicer ima pa eno blokado tudi. Željo imajo tukaj v tem gozdu, bom rekel, postaviti univerzitetni kampus. Že 30 let ga imajo namen postaviti in dokler ga ne postavijo, smem imeti jaz tukaj piknik prostore, kar pomeni še naslednjih približno 50 do 100 let. Tako da se ne vremenjam. Se je zanimala za to, ker me tudi zanima. Na meni so rekli, da moram imeti kot kemp registrirano, kljub temu, da imam dopolnilno dejavnost. Da jim drugače ne smemo dati. Sam piknik prostor je kmetijska površina v skrajnem smislu še celo lahko, ne tam, kjer so postavljene mize, če so fiksne. Če se mize postavi na travnik, je to lahko kmetijska površina, ki se še celo lahko uveljavlja v kmetijskih subvencijah. Če ni več kot, ne vem točno določeno število dni dovoljeno, da tam je... Ja, objektov vem, da ne smem. Meni so rekli na Gorinskem, da ne. Se pravi, to so objekti v sklopu kmetije. Pripravljeni so bili pa z dokumentacijo za napajališče, krmišče. Zato se tudi uporabljajo, ne? Sem živalska človek. Vse jasno, ne? Jaz vem, da Andrej preštudira od pikice do vejce do vsega. Jaz nimam živali, moram koze na žrtvo, pa bomo šlo skozi video. Tako, dlje naprej do piknik prostora ne gremo, kaj je blato. Tukaj po tej poti se tudi krave sprehajajo dol na pašnik. Dostop do piknik prostora je pa z druge strani, tako da nismo drugemu moteči. Piknik prostor običajno, se pravi, v juniju dajemo vse 3 in so vsi 3 polno zasedeni. V 30 dneh sigurno 60-70 skupin na 3 piknik prostorih. Sicer pa vikendi, med počitnicami pa samo en piknik prostor, samo čez vikend. Se pravi, recimo, toliko manjše povpraševanje. Čakaj, kdaj pa noter daš, jih boš skozi smel? Kaj? Krave. Ne, krave. Ko bo začel sneg padati, pa jih ne bomo ven spustili. Ja. Čez zimo ne bojo bile zunaj. No ja, se si enkrat rekel, da če ni snega, ni nič hudega. Tako je, ja. Pa tudi če je sneg, ni nič hudega, se prav dobro zunaj počuti. Jaz sem -20, pa najbrž ne več, ne. Zato pa ne bo 20, ne. Ja, 2 dni, 3 dni skozi sezono, no. Ampak to ni pogosto. Povejo, da jih zebe pa pridejo noter. Se tresajo. Tako. Ja, konji pa prenesejo, so celo rajši na hladnem, kot pa na toplem. Ja, tudi krave se počutijo čisto v redu zunaj. Za njih je primerna temperatura tudi samo 5 stopinj Celzija. Pač za odstopanje 5 plus 20 na 25 se zelo slabo počutijo, 5 minus 20, se pravi pri minus 15, se pa še zmeraj čisto v redu počutijo. Tako da bolj jih moti vročina kot pa hlad. Ampak, Andrej, veš kaj, tukaj je njiva. A ne grejo na njivo tvoje krave? Tukaj je posejana kombinacija oljne in pa krvne ogršice na tej njivi. In krave smo spustili na njivo. Se pravi, bila je višina tega pridelka že nekje 40-50 cm. In zdaj je to vse popašeno na 0. Ja, tako da, če imamo tako kulturo kot prezimni naknadni dosevek, recimo, to se bo obraslo, potem seveda zakaj ne bi to popaslo, ne? Za njih je prav fajn. Krav pa je? 12 krav trenutno. 12. Ja, veste, kaj me zanima.
Tako se mi zdi ta urbanizacija nora, agresivna. Imate kakšne probleme, ki nagajajo te sosedje? Ker je bila kmetija tukaj že skozi, Ja. so predvsem naredili, da tukaj na tem območju mora biti ta dolina zeleni pas, se pravi območje za šport, rekreacijo in prostočasne dejavnosti, kar pomeni, da v to smer tudi razvijamo kmetijo. Ne? Se pravi, v preteklosti čista govedorejska kmetija, tudi malo precej prašičereja, no? Zdaj pa šport, turizem, turizem, saj se ne gremo profesionalnega turizma, ampak piknik prostor kot nek začetek. Ti oddaš in pol sami delajo, kar čijo. Tako, za hrano na piknik prostorih ne skrbim, ker jaz tega časa nimam. Oddaja prostor. Tako, ker sem šel v službi, skupina Vodja svetovalne službe. oddelka za živinorejo. Aha, čakaj, tega pa nismo povedali. Vodja oddelka. Bomo pa gor v dvorani. Za živinorejo. Je v Kako pa redu, v redu. sosedje gledajo zdaj na vas, saj to, no. glede na živino, glede na vonjave kmetijske in tako? Ena živalska vrsta je najbrž sosedom zelo moteča. To so muhe. Ena. Skušamo jih držati na čim nižjem nivoju, ne, se pravi od lovilnih pasti do odvračal in tako naprej. Ja? Lastovice tudi, ja. Dokler nam jih ne bodo prepovedali kot dodatna živalska vrsta v istem objektu. Ena je moteča, druga pa ne. Ja. V glavnem, muha je moteča. A ja, No, ker, če bom čisto skrito povem, sem se ravno ukvarjal z v bistvu prenovo in razvojem vasi, profesionalno vsa leta. In je, do tega sploh ne bi smelo priti, ker to je nova gradnja. Ne? To bi mogli že prej v bistvu predvideti recimo razvoj kmetije, ne pa da vam takole so pozidali do meje, ne? Vse skupaj. Se toliko ne obremenjujem, v sožitju lahko živimo. Nisem tega povsem razumel, dokler ni prišlo do zgodbe Pekarska gorca v Mariboru, kjer se je kmet zaradi tega, ker ni dobil stavbnega zemljišča, odločil, da bo pasel prašiče krškopolce. In na račun tiste odločitve, jaz kot selekcionist za krškopolce v službi, sem se odločil, da vprašam sosede, kaj menijo. Sam sem šel narediti raziskavo na nevtralno območje, ker me je zanimalo, kaj bi v teoriji moji sosedje lahko iskreno mislili. Ne? In je rekel, sosed, jaz skoraj rajš imam tukaj prašiče, kot pa stolpnico. Ne, tehtat, ne. Sosedi imamo relativno dobre odnose, vendar ko so se enkrat vmes skrhali, sem pa rekel, jaz se kmetijo pa prodajam, je ne prodajam, vendar kmetijo pa prodajam, kupci so pa Romi. Se pravi, tehtaj, izbiraj, ne. Sem rekel, sem moteč, ne. Sem moteč. Ampak sosedje imajo pa brezplačno enkrat letno piknik prostor, dvorano, karkoli si želijo. Eno stvar imajo brezplačno letno. Se pravi, kot neko kompenzacijo. Je pa sama ulica postala zelo podjetna. Se pravi, tudi drugi se ukvarjajo s takimi dejavnostmi, ki so potencialno obremenjujoče. Parkirišča si delimo, si pomagamo, ne? Se pravi, ker imamo vsi skupen interes. Več ljudi, kot je zadovoljnih v ulici, več ljudi pride po kolesa, da otroke v vrtec, pride k nam na mleko, ja, vsi imamo isti interes. Sem naj prihajajo. K sreči so ure, špic posameznih prodaj, aktivnosti zelo različne, kar pomeni, da se med sabo ne motimo, ampak dopolnjujemo. Kar se tiče tega poslovnega vidika, ne, se pravi, en sosed, ki pa nima nič od teh dejavnosti, pa bi rad, da spremenim kakšno stvar in tisto stvar, ki se da spremeniti, pa z veseljem, ne. Tako. Gremo gor. Ne smem biti neiskren. Govorim, kupujte domače. Ja. Moram tudi jaz kupovati domače. Ne smem biti... Ja, traktorjev pa nimamo slovensk. Ne, ampak ne smem biti... Ja, kako čem pa... Tako na...
Štirideset. 45. Zdaj bomo pa špeli. Ja, seveda. Ne, ni da spet. V redu, 48 stolov je. Ne. Celo leto zaradi zimskega obdobja v primerjavi z enim piknik prostorom. Kar pomeni, čez zimo je tukaj, bom rekel, 3-4 dni na teden zasedena dvorana. Čez poletje pa rajš vidimo, da ni zasedena, razen če je slabo vreme, ker če je lepo vreme 20 do 25 stopinj Celzija, mi mrvo vozimo čez dvorišče in ne moramo imeti potem pa v dvorani otroka, ki bi tekali po dvorišču in klapla stroje ali pa karkoli drugega počeli. Ne? Se pravi, tako da to je nekje to. Nisem pa umikal iz dvorane teh napisov, ne, za vas, ker pač sem rekel, ok, dodatno delo, ne. Če umikam napise, pa jih moram dati nazaj gor. Več ali manj so napise prenesle stranke in jih potem tudi pustile in jaz jih seveda puščam. Ne. Kakšna črka pa je v kakšnem napisu manjka, mogoče na oni strani bolj. Ne. Tako, zdaj pa malo tehničnih podatkov o kmetiji, potem gremo pa na mleko, potem gremo pa še na Krško-Poljca. 2,5 hektarja imamo samo njiv, koruza, pšenica, krompir, včasih je bilo veliko zelenjave, zdaj od zelenjave je samo krompir. 16 hektarjev travnikov, 10 hektarjev gozda, malo vinograda. Aha, ko smo pri vinogradu, da vam povem, kaj imate na mizi. Tole, kar je rdeče barve, je naš domači cviček. Tole, kar je svetlo, rumeno, ne vem, kako se temu reče, je grozdni sok, razrečen z vodo v razmerju 1:2, kar pomeni 2 enoti vode, 1 enota soka, grozdnega soka, ki ga pridelamo pač po podobnem načinu kot vino. Po podobnem načinu, kaj to pomeni? Oboje zavre. S tem, da za sok zavre tisti večer, v kotlo in potem prestavimo v cisterne, vino pa po klasičnem postopku, ki ga pa itak poznate. Seveda pa so zraven piškotki, jabolka Topaz, pa naš domači jogurt A2. Ok, gremo naprej na našo dejavnost. Krav sem povedal, trenutno ni 9 prašičev, je 6 prašičev, 250 kokoši, poni, mini kozica. Sicer se mečkam slabše vidi, nisem vedel, da bo tako slabo, ampak takole se vidi dol iz Glampa, ko sem v Covid, sem se preselil v Glamp. In zjutraj, ko so krave prišle na pašnik, sem jih lepo takole zraven gledal, ko so se pasle. Tam na oni strani je pa slika z maržorepkami. Imel sem vsako leto dneve odprtih vrat, od leta 2009 dalje do Covida. Na koncu se je zgodba že kar malo izpela, niso več ljudje prihajali na kmetijo, tako da zdaj pač dneve odprtih vrat več ne organiziram. Ok, to je to. Kar se tiče dopolnilnih dejavnosti, predelava mleka, skota, jo boste mečkrat tudi probali, oddaja piknik prostorov dvorane, žganje kuha, roste zgorjancev, 20 različnih zdravilnih zelišč, nabranih različnih zelišč, ne smemo uporabljati besede zdravilnih vmes, mnoge so, niso pa nujno vse. Na Gorjancih imamo 4 hektarje površine in na tisti površini nabiramo zelišča. Pa je pa registriranih še en kup dejavnosti, predelava mesa, žita, strojne storitve, turizem, prikaz opravil, pa še ena gora, kaj jih nimam niti cajt izvajati, registriral pa sem, kar nič ne košta, če imaš registrirano, če se pojavi priložnost, pa pač lahko izstaviš račun in narediš. Zadnja stvar, ki sem jo registriral na novo, je pa varstvo odraslih in ostarelih, tako imenovano socialno podjetništvo.
V okviru socialno podjetništvo je bilo možno registrirati samo v primeru, če je kmetija sodelovala v projektu, takrat pilotnem projektu, za upeljavo socialnega podjetništva na kmetijo. Ker sem v službi na delovnem mestu, kjer sem, bom rekel, dobro informiran, sem se odločil, da skupaj z enim partnerjem upeljeva socialno podjetništvo na kmetijo. Zame je bilo to povsem novo področje. Skušam biti nekdo, ki prinaša v kraj nekaj novega, skušam pridobivati izkušnje na tem področju, koliko pa imam časa za neko določeno stvar, je pa pač drugo vprašanje. Pač, če neko stvar ne utegnem izvajati, mora biti pa cena toliko višja, da se mi pa v nekem momentu splača oportunitetne stroške vključiti v stroškovnik. Stroške, ki bi nastali, če bi se, ali pa bom rekel prihodki, ki bi nastali, če bi se ukvarjal z neko drugo stvarjo. Tako da, ker to je, kar se tiče varstva odraslih in ostarelih. Naša lokacija. Tole je center Novega mesta. Mečkam slabše se vidi. Tole je naša kmetija. Od centra Novega mesta smo oddaljeni 800 metrov. To je nek tak poseben podatek. Se pravi, smo obkroženi vsaj v tem delu za naseljem, v to stran pa, bom rekel, več ali manj samo redka poselitev posamezne vasi, ni posebno goste naselitve. Ne? V drugo stran je pa center mesta. Šola, banka, se pravi, do najbližje avtobusne postaje imamo 50 metrov, poštnega kaselca 50 metrov, trgovine 50 metrov, črpalke imamo 2 na razdalji 200 metrov, 300 recimo. Ne? Tako da smo res v centru dogajanja, hkrati pa smo tudi mi, ali pa skušamo biti center dogajanja za novomeščane. Ne? Zakaj pa ne? Prihajajo na kmetijo, uporabljajo naše storitve, mi pa pač zadevo predvsem ponudimo in na koncu tudi, če se da, zaračunamo. Tamle se prikazuje video piknik prostora, ki ga niste mogli videti, ki je zamaknen bil za drevjem. Ne? Trampolin, gugalnica, sanitarije. Čist. Tako. Kadrovska struktura. 3-generacijska družinska kmetija, imam starša, oba, polno funkcionalna, ata se je nekaj poškodoval, zaradi tega imam jaz zjutraj fotranje, pa zvečer fotranje. Imamo natančno razdeljena dela, kaj kdo počne in medsebojni dogovor, da drugega ne obremenjujemo dodatno, če le res ne gori. Se pravi, da ne smem staršem nalagati dodatnih opravil, kot jih sicer že izvajata. Ata skrbi za pripravo krme in pa krmljenje krav. Stranke itak so neprekinjeno, se pravi, kdorkoli ima cajt stranke poskrbi. Mama skrbi za možo in pa izdelavo skute. Seveda pa zame skrbi, ne. Partnerke nimam, imam pa 2 otroka, ki sta 4 dni pri meni, 4 dni pri partnerki oziroma pri bivši partnerki. Danes sta tukaj, včeraj zvečer sta prišla in sta že pomagala tole postaviti, da je tako, kot je. Ne? Se pravi, sodelujeta pri vseh možnih aktivnostih. Tam zraven se vrti en stroj za pobiranje krompirja. Mogoče sem podatek, mi imamo samo 40 arov krompirja. Ni to kakšna velika količina, ampak ključno je, no, otrok tudi na traktorju vozi, pri hitrosti 3 km/h, jaz ne morem tega voziti. Sem vesel, da mi to otrok vozi. Ne? Če je pridelek dober, imamo nekje od krompirja 10 000 evrov prihodka. Letošnjo leto je bil pridelek katastrofa. Poslušal sem nasvet enote za varstvo rastlin, moje sodelavke, ki je rekla, pri temperaturi nočni pod 10 stopinj Celzija se plesni ne razvijajo. In so se razvijale in mi je krompir, še preden bi karkoli naredil, se mi je spalo. Tako da, kakšna taka napaka se zgodi in to je pol to. Strojnih storitev praviloma mi ne izvajamo in hkrati jih praviloma ne najemamo. Imeli smo pa prvič vajeniško prakso, dijaško prakso leta 2022
in za drugo leto v marcu mesecu se je spet javil en dijak kmetijske šole, da bi izvajal prakso pri nas. Tole ne bom posebej razlagal, ampak bom rekel, sprememba naše kmetije se je zgodila leta 2009. Uradno sem prevzel kmetijo leta 2002. Ne, 2002 smo imeli, 2001 sem diplomiral, 2002-2003 sem nekje prevzel kmetijo uradno. Sicer pa je vse v redu, dajte malo potrpljati sosedo. Pa malo natočiti pijače, bo v redu? Ok. 2009 je bila v bistvu prva velika mlečna kriza. Mi smo imeli takrat 18 krav molznic, cena mleka je padla na 27 centov in napoved je bila, da bo padla na 19 centov. To je krepek minus, pri 24 centih smo mi že ustvarjali 300 evrov izgube na mesec in sem rekel, to večno ne bo šlo, ker sem bil zaposlen tudi na Kmetijsko-gozdarskem zavodu, saj sem še, Novo mesto, sem bil precej tudi po tujini in napoved je bila, da pač drugi zmorejo pridelovati mleko po 19 centov, samo helikopterja se ne bojo privoščili v tem primeru. Se pravi, taka razlika v stroških pridelave je pri nas v primerjavi z drugimi državami. Sem za primer povem, če se želim kot kmet preseliti v Francijo, tam dobim hektar površine za 1300 evrov, hektar površine za 1300 evrov plodne zemlje. V enem kosu lahko dobim 100-200 hektarjev brez težav, kar pomeni 300 000 evrov. Tukaj, če hočem kupiti en hektar, je cifra, ker sem blizu Novega mesta, med 50 in 100 000 evrov. En hektar. Živimo v povsem drugačnem svetu, v povsem drugačnih komercialnih pogojih in naložbeni denar je blazno drag. Tudi najemnine niso poceni, ampak ne moreš pa računati gradnje prihodnosti kmetije na najetih zemljiščih, ker se lahko najem zaradi kmetijske politike čez noč spremeni. Drugačne subvencije pa reče najemodajalec, a ne, zdaj bom pa jaz ne kosil, pa bom dobil subvencije. To je ta glavni problem kmetijske politike, ki ga jaz vidim. Za nedelo se dobi, ali pa enkrat letno košnjo se dobi denar. Drugi, ki pa želimo intenzivno kmetovati, predelovati, zato da bi prebivalstvo, samooskrba in tako naprej vse to bilo, pa se nam cene najemnin dvigujejo na račun ukrepov kmetijske politike, ki so pretirano naravnani k ekstenzivnosti. Tak in tak pa en del kmetij je že samih po sebi ekstenzivnih in ne bi rabili subvencije za to, da so ekstenzivni. Tako da tukaj je seveda kot država ima neko težavo. To je ne država, to je evropska politika. Tudi ja. In za nepremičnine pa vemo, kako je. In s tem se dviguje cena. Tudi kmetijskim zemljiščem. Ne samo to se pravi, tudi kmetijske površine se dviguje cena. Zelo. Tega, ker vsi nekako mislijo, da enkrat bomo pa tam lahko hišo postavili. Ja. Se pravi, leta 2009, 8. februarja, državni praznik, Frej sem bil tisti dan in sem šel surfati po internetu. In sem aktivno iskal mlekomat, kateri obstajajo, kakšne imajo in moja nemščina je bila takrat še, ne, je že bila, sem že znal nemško tudi uradno. Se pravi, moja nemščina je bila taka, da sem uspel najti izraz Milchtankstelle. In Milchtankstelle mi je najdel mlekomat, ki ga imamo mi že od leta 2009. V tem času je bil v okvari 2 uri. Servis, en je izvedel en najeti človek, zunanja storitev, en servis sem opravil pa jaz. Tako da v 13 letih 2 ure okvare. Takrat so bili tudi prvi dnevi odprtih vrat, ker sem stroj naročil, 6 mesecev zatem, ko sem ga najdel. Se pravi, mi smo kot družina mogli se skupaj odločiti za to stvar. Nisem se mogel jaz odločiti brez soglasja staršev, ampak sem mogel, se pravi, bom rekel, spreminjati mnenje staršev postopoma skozi čas in po 6 mesecih se je pa obrnilo. Ja, pa kdaj boš pripeljal tisti mlekomat?
In pa sem ga pa naročil, ker je toliko časa trajalo tisto povpraševanje, je dobavitelj spregledal naročilo. In pa sem ga še klical v polomljeni angleščini. Zdaj je moja angleščina daleč boljša. In je rekel, čez 3 tedne. Sem rekel, ne, čez 1 teden, ko imam dneve odprtih vrat, na 1. oktobra ga moram imeti na kmetiji. Pa rekel, ne, čez 3 tedne. Prišel je tovornjak na dvorišče med mažoretke. Tako da je bilo, je ratalo. No, pa razvoj v tej smeri, se pravi, leta 2013. Se pravi, kombinirali smo tako, da kar je šlo mleka na mlekomatu, smo ga dali v mlekomat, ker smo ocenili, da bo mleka preveč, ga nismo dali v mlekomat, ampak smo ga prodali v mlekarni. Do leta 2013, pa bom rekel, tista, dolenjska fovšija, ne vem, če je še kje druge po Sloveniji, najbrž ne. In so spremenili traso tovornjaka, ki je pri nas pobiral mleko. In nobenega drugega ni bilo, da bi pri nas pobiral mleko. Ker smo, 2 meseca ne oddajali mleka, ker ga nismo imeli nič za mlekarno, čez poletje, ljudje so na počitnicah, dopustih, mleko ne gre na mlekomatih. Ob tem smo pa še dvignili ceno iz 60 na 70 centov, kmetijska šola je imela pa še vedno 50 centov. Mi imamo, tukaj kmetijsko šolo, pač tako je, ne? In kmetijska šola ima ceno, trenutno ima ceno 60 in pa 80 centov, ne? Mi imamo pa evro. Ampak mi dobro zdaj živimo, mi vse mleko prodamo, naše mleko je posebno, je A2, je ultra sveže in vejo, kdo ga pridela in na kakšen način. Pa krave vidijo na pašniku, pa blisim je. No, ne vsaki stranki. Naše mleko gre v Gradec, Celovec, kaj dol, Koper. Stranke, ko enkrat kupijo tukaj mleko, ga hočejo kar skozi tukaj kupovati. In ko smo prišli iz 70 centov na 1 evro, postopoma so nervozne stranke govorile, pa dejte nehati po 10 centov dvigovati, dejte na evro pa mer. Ker 80 centov je pa le težko dati v avtomat, ne, moraš imeti drobiž za 1 liter ali pa liter pa pol, evro 20, tam nekje je prišlo, ne. In so rekli, na 1 evro pa bo enostaven nakup. Tako da to je bilo to. Drugo po letih niti ni toliko pomembno. Aha, tam se pa kaže en video. To je en avtomat, tamle sicer sem mečkan slab švid. Ja, ice cream sem slišal, drži. Avtomat za prodajo sladoleda. Self-service avtomat, kompletno proizvodno skušam prodajati na način, da se prodaja preko avtomatov. Starša sicer jajčka ne pustite, da se prodajajo preko avtomatov, ker hočeta osebni stik, hvala Bogu naj imata. Jaz pa tega ne otegnem, ker pomeni, ko starša ne boste več mogla, bo avtomat pa... Kako? Resno. Ja. Resno socialno podjetništvo. 5 kav do 12 ure. Sem tisti del je brezplačen. Ok, socialno podjetništvo, ne? Preprečevanje starostnih obolenj. Ko gre za varstvo odraslih in ostarelih, je ta glavna stvar, kako preživeti kakovostno tisti čas, da vsaj za tisti čas ne napredujejo starostne bolezni. Kar pomeni, človekom aktivno preživeti čas, z njim iti do konca piknik prostora, pa nazaj in tisti čas zagotovo niso napredovale starostne bolezni. Če se z njim igraš, če z njim greš karkoli početi, tisti čas ne napreduje. Zagotovo pa ne samo tisti čas, ampak tudi še nekaj časa potem. Kar pomeni, ko govorimo o varstvu odraslih in ostarelih na naši kmetiji, govorimo o tem, da preprečujemo nadaljevanje, nadgradnjo oziroma napredovanje starostnih bolezni. In seveda to tudi zaračunamo. Ne morem si jaz privoščiti, da bom rekel, si vzel dopust za skupino zavarovanje, tako da na nek način ne prihaja pri nas do varovanja odraslih in ostarelih 8 ur, 10 ur vsak dan, nočnega varovanja nimamo, ampak če ima neka oseba zaiti v trgovino in hoče svojega starostnika nekje pustiti pod nadzorom za določen čas, ga lahko pusti pri nas. Vkolikor je teh starostnikov več, najamemo študentski servis.
Vedno iste osebe, ki jih predtem delno usposobno za ta namen. A2 mleko. Marija Mrlak vam je o tem verjetno veliko na avtobusu povedala. Okay. V bistvu ne gre za A2 mleko, ampak gre za mleko A2. Se pravi, A2 je podskupina mleka, se pravi, posebna kategorija mleka. Spet bom rekel, se mečkam slabi vid, ker takih slik se ne da kar tako dobiti, ker so dejansko redke. Gre za dvojno vijačnico, to verjetno poznate, se pravi, in znotraj dvojne vijačnice je pred več stoletij, se pravi, govorimo o nekje cifri 1000 let, prišlo do mutacije in prolin se je zamenil s histaminom. Prolin je v osnovi bil na kromosomu na tem točno določenem mestu, amino acid position 67, kaj točno to pomeni, ne vem, ampak bom pa še malo o službi povedal, pa boste vedeli, da pa nekaj vem. Ne? V tej varianti A1 je histamin, v varianti primarno, kar je bilo v osnovi zgodovinsko, je pa prolin. Z menjavo, mutacijo, je mleko postalo kemično drugačno. Pa ima to kakšne posledice? Je enake barve, enakega vonja, enakega okusa. Posledice pa ima. Razgradni produkt A1 mleka je povsem drugačen kot razgradni produkt A2 klasičnega mleka. In ljudje smo lahko alergični na razgradne produkte mleka, lahko smo alergični na mleko, lahko smo alergični na laktozo, lahko smo alergični na marsikaj. Vendar, ko medicina reče, da pa vi mleka ne smete piti, ker ste alergični, je dilema, zaradi katere komponente v mleku je alergija. Vendar s to dilemo se ne ukvarja zdravnik, ker bom rekel, se mogoče še celo na te variante mleka ne spozna. Ko govorimo o laktozni intoleranci, ni nujno bom rekel, občutljivost na laktozo vzrok, da nekdo ne sme mleka piti, je lahko občutljivost na A1 beta-kazein. Ne vemo, lahko pa gre oseba, če nima prehudih posledic, če uživa, bom rekel, laktozo, če nima prehodih reakcij, je možno, da pride na kmetijo, čisto na mlekomat in se z mlekomata postreže in proba, ali ima to negativni učinek na njo ali ne. Čisto nevtralno lahko proba, brez da mi vemo. Ne? In če proba in je všeč, potem ve, aha, to mleko pa smem. Včasih so imeli samo v Leclercu, zdaj ga imamo še mi. In trenutno smo edina kmetija v Sloveniji za prirejo izključno A2 mleka. In ta status imamo od leta 2021, od mislim, da 27. 28. januarja. Kar se tiče tega statusa, se pravi, kako se do tega pride? Zakaj do tega nismo šli že prej? Se pravi, genotipizacija v govedoreji je postala kmetu, tudi s tem meni, dostopna nekje pred 7-8 leti. Pred 7-8 leti sem lahko plačal genetsko analizo nekomu, je obstajal ta trg, se pravi, se je dalo naročiti genotipizacijo naših krav in telic in zbirati bike glede na to, kaj so po tem kriteriju, da sem si to lahko privoščil, cena je bila na začetku 100 evrov po komadu vzorca in sem pač riskiral tistih 2-3 tisoč evrov, da sem dal čisto vse krave genotipizirati. Črno-bele en del, takrat je bilo 18 krav plus mlada živina, črno-belih en del je dr. Marija Klopčič preko svojega projekta izvedla genotipizacijo na zainteresiranih kmetijah in jaz sem bil zainteresirana kmetija in seveda en del je Marija Klopčič in zato sem jih hvaležen. En del je Matic Rigler, to je strokovni tajnik za rjavo govedo, uspel genotipizirati preko svojih projektov, s tem, da sem mogel tam pa doplačati analitiko na A2. Ampak, kakorkoli že, vsak glih me je koštalo okrog 3000 evrov sama analitika v tujini, ker tudi vsaka telička, ki je bila rojena po kombinaciji A1-A2, nisem vedel, ali je povzela po materi A1 ali je po materi vzela A2. In seveda sem mogel zaradi tega tudi teličke genotipizirati.
Vse krave, ki so bile A1, sem v roku enega meseca od prejetega rezultata izločil. Malo je ata po stran gledal, malo je mama po stran gledala, ampak pač jaz sem sprejel odločitev, razumela nista nič, jaz nisem kaj dosti vedel, ampak sem rekel, v to smer gremo. Vse bike, ki smo jih uporabljali, seme bikov, ki smo jih uporabljali, sem poskrbel, da je bil vedno ažuren seznam pri očetu, ker mene pač ni bilo dopoldne doma, kaj je osemnjevalec prišel, da je oče dal list osemnjevalcu. Klasičen odgovor osemnjevalca je bil, teh bikov nimam, tega bika nimam, tega bika nimam. Sem rekel, ja, v katalogu bikov so, poglej si, kaj je v katalogu. Ne? In pol se je pa tudi počasi začel matrati, ne? Enkrat se je še celo tako zgodilo, da smo seznam bikov mu dali v roke, seznam, ne, in on je šel po slamco, ja, nimam, vzel slamco ven, prišel do krave, a to je pa rjava pasma. Po imenih bikov, po seznamu, ni niti prepoznal, za katero pasmo gre. Ne, tako da ta del smo mogli na začetku še osemnjevalce, veterinarsko postajo izobraziti. Da je za nas pomembno, katero seme gre. Ma za vsako kmetijo je pomembno, katero seme gre v kravo. Ne? Ampak pri meni je bilo še toliko bolj pomembno, ker sem šel dejansko v usmerjeno odbiro na A2 genotip krav. Vse tiste, ki so bile pa A2, A1, ki so imeli na enem kromosomu, na enem alelu A2, na drugem A1, sem jih osemnjeval z biki, ki so bili A2, A2, in s tem sem si zagotovil 50% verjetnost, da če bo punčka, da bo lahko A2, A2. Samo 50% verjetnost, pa kombinacija, da je še ženski spol, 25% šans sem imel. Zato sem nabavljal seksirano seme, da bom ja hitro uspel. A seveda nisem tega delal na tiho, poleg tega, da sem mogel usposobiti, bom rekel, osemnjevalce, da je to razlika, sem še dal javno objavo v Dolenjski list, pa objavo v Kmečki glas. Noben ni odreagiral, ampak s tem se nisem jaz ukvarjal. Jaz sem imel svoj cilj svoj sem javno objavil, ker sem zaposlen v javnem zavodu in je prav, da če neko idejo imam, da jo pač delim tudi ostalim. No, in v tem času smo imeli kar srečo, bilo je dosti teličk, in po 3 letih od odločitve, da gremo na A2 mleko, smo imeli dovolj teličk, da smo prodali še zadnjo kravo, ki je bila A1, A2, in od takrat naprej imamo samo A2 mleko. Genetsko sem povedal, kaj to pomeni. Zdaj pa čist tehnično, spet mečkam slabše se vidi, ne? Ampak čist tehnično. Kogarkoli bo kaj zanimalo A2 mleko, samo napišem v Google. Stric Google kaj ve narobe, pa kaj ve prav. Ampak, če pišete v slovenščini A2 mleko, ne bo nič dosti najdel. Če pišete pa v nemščini ali pa v angleščini A2 milk ali pa A2 milk, bo pa najdel ogromno število zadetkov, znanstvenih raziskav, toliko močno velik, da v vse jaz ne verjamem. Ampak, če je res to vse, kar so objavili, potem se sprašujem, zakaj smo živi, ker smo pili prej A1 mleko, ne? Oziroma mešano mleko. Razlika je, mečken, bom spet rekel, se opravičujem, ker se slabše vidi, ampak razlika je v prebavi, razlika je v počutju, to so več ali manj vse angleške objave, prezentacijo lahko tudi komorkoli posredujem, nimam s tem težav. Vse posod so linki zraven pripeti, od kje kakšna informacija prihaja, z katere spletne strani. Se pravi, Potential health benefits of A2 milk. Se pravi, ima različne zdravilne učinke. Zdaj bom pa rekel čist nek tak povzetek. Prej sem omenil, da se ukvarjamo z varstvom odraslih in ostarelih in se ukvarjamo delno tudi s preprečevanjem demence ali pa preprečevanjem napredovanja demence, kakorkoli se že temu reče. Ampak A2 mleko pri otrocih spodbuja razvoj možganov, pri ostarelih preprečuje napredovanje demence. Ali to drži ali ne drži? Ne vem.
Piše pa tako, citiral sem, objavo lahko, bom rekel, linke lahko posredujem. Ne? Najdete lahko jih prosto na spletu. Ne vem, oboje je zame, bom rekel, imaginarno, čudno, ne? Vendar to so objave, ki so z doktorati zadaj ljudje, več pa ne znam povedati. Pa preprečuje arteriosklerozo, pa preprečujejo krvožilna obolenja in en kup takih stvari. Depresijo, seasonal affective disorder. Jaz bi to prevedel v jesensko, spomladansko, zimsko otožnost. Ja. A boš povedal potem, ker med ljudstvom, pač nekaterim kozjerejcem pa tam prevladuje mnenje, da oni imajo pa A2 mleko. In ti si to dokazal, oziroma povedal, da to ni res. Ja, gospa Marija me je vprašala, ko je izvedela, da imam A2 mleko, kaj to pravzaprav je, pa kozjerejci so se sami nekako kar javili, da oni imajo pa avtomatsko A2 mleko, ker je do te mutacije prišlo samo pri govedu. Jaz nisem mogel podati nobene izjave za drobnico, to sem gospod Marijo opozoril, da pač ne vem. Pred približno pol leta sem pa našel objavo, kjer evidentno piše, da posamezne koze nimajo A2 mleka, ampak imajo A1 mleko. Ampak povprečje pri tisti pasmi je bilo 30-70, ne samo kakšna, ne? Kar pomeni, za koze ni nujno, da gre za A2 mleko, tako imenovano zdravilno mleko koz, ki je bilo nekoč rečeno. Še vedno je zdravilno, sploh ni nobenega dvoma, ampak ne po tem parametru, bom tako rekel. Analiza je potrebna. Jaz tudi tam, kjer imam potrjeno, katero seme bika je šlo v posamezno kravo, kjer imam potrjeno, grem v potrjevanje porekla in grem v monitoring, ali je res A2. Če telička ni A2, ni noben problem, gre z kmetije. Imamo dosti teličk. Imate kakšne povratne informacije o tem, recimo ljudje, ki imajo problem z laktozo? Kupujejo pa vas mleko, imate kakšne povratne informacije, kakšni so učinki? Ljudje zelo neradi povejo, kakšne težave imajo. Na forumih sem zelo aktiven, vsaj je takrat, ko imam cajt, zdaj zadnje cajte niti ne. Vključil sem se v forume, kjer je alergija na mleko tema in tam sem objavil svoje prispevke. Precej časa so me zdravniki opozarjali, da naj ne pišem take stvari, da naj ne zavajam ljudi, ampak potem sem rekel, ja, spoštovani zdravniki, super, da si želite, da ne zavajam ljudi, ampak tudi vi ne zavajajte. Podočite se v tem področju, razmislite, kaj bi lahko bilo res, objava je tukaj pa tukaj, zakaj jaz to tako trdim, lahko jo ovržete, samo za neko raziskavo, ne zgolj za mnenjem. Ko me je gospa Marija vprašala za mnenje o drobnici, ima A2 mleko ali ne, ga nisem podal. Sem rekel, ne vem. Tudi tukaj, zadaj imamo raziskave, ne moram stati za tistimi raziskavami, oseba, ki jih je objavila, pa lahko. To je to. Ja. Kaj pa govorite o mleku, vendar tukaj imate pa genetsko zasnovo določenih pasem. Zdaj pa mi, prosim, lahko, če razložite, kakšne je pa, če naredite razklop na posamezne aminokisline, tega mleka pa unga mleka, da govorim pa o mleku. Glede na pasmo krav. Bom rekel, pri črno-belih kravah gre običajno za večjo količino mleka, za manjšo vsebnostjo maščob in pa beljakovin. Govorimo tukaj o sestavi, mleka. Potem, kar se tiče Genetski zasnovi krave. sestava mleka črno-belih krav je zagotovo manj je maščob, to je čist, tudi rezultati kemičnih analiz pa kažejo tudi na nacionalnem nivoju, da ima manj, ampak to nasplošno govorim, beljakovin in maščob. Kar se tiče kar se tiče kazeinu, pa bom rekel, obravnavam ali pa prepoznavam ali pa bom rekel,
se jaz ukvarjam z dvema aminokislinama, ne? Beta-kazein in pa kappa-kazein. Beta-kazein je A1, A2. Tukaj, bom rekel, je približni... Ja, na prolin pa to naprej ne grem, ne? Ker, bom rekel, ko damo živali genotipizirati, dobim za vsako žival 50,000 podatkov. Jaz ne morem brati 50,000 podatkov, bere Ibirniška fakulteta oddelek za zootehniko. Tudi posamezni drugi strokovnjaki, Kmetijski inštitut in tako naprej. Jaz izpis imam v rokah, ne? In ne grem na aminokisline, grem na kazeine oziroma grem na beljakovine. Ker je tisti nivo zame preveč natančen, jaz sem pa samo kmet. Ne, nisem, nimam še. Bom pa omenil še doktorat. Par člankov, koliko mleka moramo spet na dan, ne? Ja. Tukaj ste rekel za tak zein, oziroma kakorkoli, ki vam daje ločitev med enim in drugim mlekom. Se pravi, ta beljakovina je za alergike ne fajn, za druge pa fajn. Ali potem ločujete pa zdaj živali, ali kako, kjero? Se pravi, analitika je na A1, A2 beta-kazein. To je prolin na tistem 67. mestu. Meni dajo podatek, ali je na tem 67. mestu gen za A1 ali gen za A2. Se pravi, dva alela sta, kar pomeni na enem alelu je lahko A1, lahko je na drugem A2. Taka žival že ne sodi k meni v štalo, ne? Glede na genetsko zasnovo, daje potem tudi tak tip mleka. In če žival nima A2, A2, gre enostavno ven pri meni, ne? Tako, običajno pa je tako, ne? A2 oče, A2 mati, data vedno potomca A2, A2. Lahko je prišlo pa do napake pri odvzemu semena, razrečevanju semena, kar pomeni analitiko delam v vsakem primeru. Genotipizacija. Ja. 50,000 podatkov, od tega jih uporabim 5. 2, 3, ne. Pač je pa bolj, da dam v sklopu rejskih programov v genotipizacijo, ker oni pa te podatke uporabljajo bistveno širše, obsežnejše, kot če bi dal neposredno samo na fakulteto za kmetijstvo v Maribor, na analitiko A2, A2, ker bi mu potem samo en podatek in nič drugega, ne. Cena pa približno enaka. Bi se naj. Ja, pač to so objave, ki sem jih našel, ne. Več ljudi, ki gled... Se bližajo demenci, ne spremljate njihovo počutje glede na pitje vašega mleka, ker tukaj smo se prej pogovarjali, da ljudje, ki bi pili to mleko, pa imajo demenco, najbrž kaj počnejo, da jo ne bi imeli še zraven, ne? Tako da ni to zgolj in samo mleko, ampak je ta skupina, ki se ukvarja, da bi preprečevala demenco. Ja, pa trenutno nimamo tega zelo veliko, imamo tega zelo malo, tako da ne moram dobiti nikakršne statistike, ne. Zgolj naključno cela populacija, ki je ta jata, ne? Moža poteka na način, da sem mečken... Gospa je vprašala, kako poteka moža. Se pravi, zdaj so krave na pašniku. Ob približno 5 zvečer jih bomo šli iskat. Odpremo pastirje, same pridejo v hlev. Jih se postavijo same na mesto. Prevežemo jih z verigo zaradi tega, da pač
se ne bi začele prosto sprehajati. Potem pa pridemo za molzno enoto, sistem je preko mlekovoda, se pravi molzno enoto priklopimo na kravo, mleko teče po ceveh v zaprtem sistemu, do release ventila, tam ga spumpa iz sistema, ki je pod vakuumom, v hladilni bazen. Čist zadeva, ki imamo nekje že 30 let. Koliko je pa vaša najstarejša krava? Zdajle trenutno ne vem, ampak 11 let je imela, kar pomeni 13-14 let. 14. Ja, to je kar. Ne čist, ne, se pravi, prije doma vzamika. V povprečju v Sloveniji zdrži krava največ, ali pa bom rekel, v povprečju v Sloveniji zdrži krava 3 laktacije, pri nas 7-8 v povprečju. Ja. S tem, da bom rekel, moram opozoriti, da se je statistika sicer zrušila, ko sem intenzivno izločal krave zaradi prehoda na A2 mleko. Ne? Ker takrat sem jih izločal, ne v klavnico neposredno, ampak na druge kmetije prodal, en del pa tudi na hitro sem zaradi tega, da sem zaključil za A2 mleko, za A1 mleko. A ta krava je bolj primerna za meso ali? Naj ne bi imelo vpliva, ampak ga ne poznamo. Ne, mislim, ni kakovostno meso od molznic. V Italiji je to najbolj cenjeno meso. V Italiji je to najbolj cenjeno meso. Slovenska kultura uživanja mesa, pa italijanska kultura je diametralno nasprotna. Vse izločene krave v Sloveniji, ali pa vse, 90% izločenih krav v Sloveniji gre v Italijo in tam je za prestižno menijo. Ja. Ampak Andrej, glede na to, da si ti magister zootehnike, ti si tudi zelo veliko delal na izboru krme za krave, da so bolj odporne, torej veliko delaš tudi na krmi. Dobro, tudi takrat, ko se pasejo, oziroma da... To se nažal ali se nažal? Torej, ti si rekel, da je senar. Kako? Se pravi, kar se tiče krmnega obroka, zelo dobro vprašanje. Naše krave krmimo čez poletje drugače kot čez zimo. Se pravi, čez poletje so na paši in je osnova paša, zraven je dodana samo še mrva, običajno brez silaže, brez travne silaže, brez korozne silaže. Brez korozne silaže zaradi tega, ker nimamo dovolj njiv, da bi imeli dosti korozne silaže. Kar se tiče pa travne silaže, pa če se le da ne delamo obal, rajš sušilna sušimo mrvo in sušeno mrvo iz sušilne dajemo kravam. Kar se tiče zimskega obroka, čez zimo dobijo krave tudi korozno silažo in tudi travno silažo. Zdaj smo glih v tistem obdobju, ker ne vemo, kdaj bo zima prišla, ne, tako da travno silažo že dobivajo, ampak to jo dobijo relativno malo. Poseben fenomen, vonj mleka po silaži. To nekatere stranke bi opozarjale nas, oziroma s prstom kaže na druge, on fotra silažo, on fotra silažo, on fotra silažo. Pri vas pa ne fotrati silažo. Ja, tudi pri nas jo fotramo. Sem dve razliki. Mi krmimo silažo, zelo koruzno, ki je bolj suha, s tem na nek način ima manj vonjav, manj izparevanja, mogoče je manj kisla zaradi tega, ne vem. In v tem primeru ne prihaja do izparevanja, bomo rekel, kislin, ne vem čisto natančno kemično, in skozi vakuum v cevni sistem v stik z mlekom in potem bi lahko imelo mleko vonj po kislem, ne, po silaži. Travna silaža, ki ste jo tudi tam zunaj videli, je pa zelo mokra in jo krmimo po zaključku molže. Ko je molža zaključena, gre pa travna silaža noter v štalo in do naslednje molže jo itak pojejo v 15 minutah, do naslednje molže ventilator potegne ven vonjave in kar se mene tiče, je zelo pomembno, da v času molže ni travne silaže ali kisle korozne silaže v hlevu, da ne pride do stika vonjav. Moram, če je zaprtem sistemu. Vakuum vedno pušča. Vleče zrak tudi iz hleva. Tudi sama molža poteka na način, da vakuum ob molži, sama enota za molžo, ima lukenco, ki spušča hlevski zrak skupaj z mlekom, drugače mleko ne more potovati. Dejansko ne moramo preprečiti stika s hlevskim zrakom.
pa tudi pri menjavi. Ne? Z tega se ne da preprečiti, se pravi, to je še celo tehnika narejena, da se to mora omogočiti, drugače mleko ne potuje po ceveh navzgor. Ne? Tako da stika ne moramo preprečiti, poskrbimo pa za to, da v tistem času, ko je moža in tik pred možo, ni travne in pa korozne silaže v hlevu. Izjema, če je korozna silaža zelo suha, ta druga izjema, če je travna silaža dejansko senaža, da je zelo suha. A se pravi, sama hrana krave nima vpliva na aromo samega mleka? Da ali ne? Jaz sem kar precej prepričan, da je ta vpliv majhen. Večji je zagotovo preko vonja. Se pravi, če krmim gorjansko travo, bom poskrbel, da jo bom dal v hlev pred možo oziroma ob moži, da bo dišalo po rostah. Če imam pa silažo, bom pa poskrbel, da ne dam istočasno. Ne. Lahko vprašam, v Švici tam recimo ta pokrajina Emmental, pa to, kar imajo krave, točno določen koliko časa mora biti na paši gor, po gorskih pašnikih, pa da se nikoli v bistvu ne sme krmiti recimo s silažami, a ne? Izključno zato, da potem ni problemov v procesu proizvodnje sira, ker imate več iz zgodnega napihovanja, recimo, drži klostridije in tako naprej. Imajo zelo strogo to. Pa tukaj pa vas? Drži, pri nas delamo samo skuto, se pravi, kar pomeni, da za nas to ni pomembno. Za ljubljanske mlekarne, ki so odkupovalci mleka na tem območju, nič ne, bom rekel, predpisujejo, kaj mora biti, ne? Ker pač delajo za drugo tehnologijo. Zdaj, kar se tiče, bom rekel, nas, ker ne delamo teh proizvodov, se s tem toliko ne obremenjujemo. Sama tehnična usmeritev pa, silaža je napredek bila pred 50 leti. To je nova tehnologija bila pred 50 leti. Bom rekel grdo, ne bom jaz tehnologija, ki je bila nova in se je razvijala in jo je stroka priporočala kot način konzerviranja krme za čez zimo, ne bom opustil tega. Država sicer plačuje opustitev tega. Ne, se pravi, daje spodbudo, da bi se krmilo živali samo z senom, brez silaž. Zakaj pa že? Za višjo kakovost? Super. Je višja kakovost, če se to ne krmi. Potrjujem. Ampak to višjo kakovost naj tisti, ki jo želi imeti, se pravi, si jo zagotovi, standardizira, se prijavi v certifikacijo in jo naj promovira. Za državo, stališče države pa to čisto podpora ekstenzifikaciji, ki je včasih smiselna, na območju nature, hvala Bogu. Na območju, ki pa ni natura, ki je vrhunsko nižinski travnik, njiva, se želimo pa intenziven, bi bilo gospodarsko, smotrno, intenziven pridelek. Tudi v prejšnji državi se je šlo za to, da bi kmet čim več pridelal, da bi bila država čim bolj samooskrbna, da bi čim manj denarja šlo za hrano v tujino. Zdaj v tej državi pa mogoče to ni isto, ne? Pa ni čist logično, ne? Večji pridelek, če krmite senom ali pa s silažo? Recimo zdaj, če bo še 3 dni temperatura dosegla 18 stopinj Celzija, bomo imeli 6. košnjo. In to bo silirano. Ja, in to bo silirano. Čez 5 dni, 6 dni. Ne? In to se ne da sušiti. Ja. Kar pomeni odstop od 2 košenj, če nimamo omogočenega siliranja. 4-5. Ne? Lepa semeno. Ampak ne, jaz sem vprašala, če bi krava jedla samo seno, da manj mleka ali enako? V primeru vrhunskega sena bi lahko bilo enako količina, ampak se več rabite kmetijskih površin za pridelavo krme. Kar se tiče krmilnih prikolic, tam dobi enoten miks. Zdaj, ker pa jaz pri domačih kravah ugotavljam, bom pa rekel, najprej dam suho mrvo, zdaj v zimskem obdobju dobijo še korozno silažo, ampak vsakeč, ko prinesem nekaj drugačnega okusa, krava ponovno hlastno začne žreti. Centov mleka. Kaj se, če da 5 litrov, bom rekla, da pol 6 litrov ali da pol 7, če več poje? Zagotovo, če več poje, da več mleka.
To zagotovo. Če jim ne daš jesti, no, ampak tudi bolj hranjena. Ja. Več kot je pa res, da ima krava svojo laktacijsko krivuljo, preko katere na nek način pa greš zelo težko. Lahko podaljšuješ vrhunec, če je enkrat že padec, lahko tukaj vplivaš za 10-20% z spremenjenim obrokom. Recimo pri nas v obdobju, ko mleko ne gre v promet, znižamo količino krmil v obroku, znižamo tudi kakovost krme v obroku. Če se nam pa zgodi v nekem momentu, pa pride do povečanega povpraševanja, pojačamo kakovost, pojačamo količino krme, pojačamo krmila. Zelo se prilagajamo. In koliko je razlika v količini? 20%. Ne iz dneva v dan, ampak v roku. Litrov. Ali imamo pridajo 150 na kravo. Ja. Pri količini 20 litrov mleka na dan, tista, ki je v dosti vrhunski proizvodnji, lahko pridem tudi do 26, 27 in 28, ob dobri hrani. Ob slabi pa? 15. Manever je velik. Ja. Včasih so kmetje trikrat kosili. Ja. Predvsem tista spomladanska je bila pozna, zato da so vse rožice pa tako gor pa dol, zdaj se pa to kar kosi. V bistvu krava niti ni bogata. In se mi zdi, da kvaliteta mleka ali jo je pada in jo je treba nadomestiti z nečem drugim, ali pa greš malo drugače, pa pustiš, pa samo trikrat kosiš. Se pravi, kmetijski nasvet ali pa nasvet stroke je bil, ko ste pri 21 dnevih. Avstrijci, ko pride na posamezne kmetije v Slovenijo svetovati, tudi to se dogaja, zahtevajo, da sploh ne grejo na kmetijo svetovati, če kmet ne zamenja travne ruše, da je prav specifična travna ruša, ki se kosi na 21 dni, prav specifična specifična sestava, bom rekel, ogromno nebeljakovinskega dušika, naravnost bom rekel, koliko je kemijsko bogata mineralov, je omejeno, ker tukaj gre za dušik, ostalo je pa omejeno. Ampak to je tehnologija, ki je svetovana kmetijam za čim večji pridelek, ki je zadaj ekonomika, jo moramo pa vedno iskati. Včasih je ekonomika, včasih je pa tudi ni. Če si zelo intenziven. Če imaš s tem povečane stroške kmetovanja, moraš imeti višjo količino ali ceno. In če se v nekem momentu intenzivnost več ne splačajo, nehaj delati.